Prisluhnimo začetku zgodbi o Zaheju, ki je zapisal ta dogodek, srečanje med Zahejem in Jezusom, prav Luka. Luka, ki na poseben način nam predstavlja Boga Očeta kot polnega usmiljenja in tudi Jezusa Kristusa, kako je poln usmiljenja do vsakega človeka. In v 19. poglavju je opisan ta dogodek v Jerihi. Jezus je prišel v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Skušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral biti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Jezus pa mu je rekel: danes je to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Pustimo nekaj trenutkov Božji besedi, da deluje v nas tudi ta dogodek srečanja med Jezusom in Zahejem. Kaj nas v tem odlomku še posebej nagovarja? Lahko se ustavimo pri Zaheju in gledamo njega, kako je v njem eno veliko hrepenenje po Jezusu Kristusu. Kako je on želel srečati Jezusa Kristusa. Pa vendar je nekje ostal v ozadju. Ni se zrinil čisto od spredaj. Lahko pač tudi v tem smislu razlagamo, češ bil je cestninar, ni bil preoljubljen, je bil kot javni grešnik za Jude, pravoverne Jude, in tako rekoč ni bil vreden, da bi se lahko
z Jezusom res srečal, ker je bil nečist in se ni smel tako rekoč približati Jezusu. Kajti pravoverni Judje se niso smeli stopati v stik z tistimi, ki so bili izobčeni, ki so bili nečisti, in prav Zahej, ki je sodeloval z oblastjo, ki je tudi pobiral ta poganski denar s podobo cesarja, je bil tako rekoč za Jude nečist. In vsak pravoverni Jud se je takega človeka izogibal. In tudi tak človek je vedel, da nima kaj iskati. Ne? A vendar Zahej gre in išče. Sprejme to, da ni priljubljen, in gre in spleza na smokvo. Sprejme tudi to, da bo malo lahko, če ga bo kdo videl, da ga bodo izsmejali, da se bodo smejali iz njega. Glej, ta možakar, ne, kam pleza, kakor otrok. Pa vendar on sprejme tudi to in preprosto naredi tisto, kar čuti globoko v srcu. Išče. In to je tisto, kar išče nekaj več, kar išče Jezusa Kristusa, naredi vse, kar pač lahko naredi. Da tudi da nekje pride blizu, pa hkrati je na neki razdalji. In Jezus ga prav tukaj preseneti, ne? Da ga on prvi zagleda, da ga on prvi pokliče po imenu, da ga on prvi povabi, da bi lahko bil v njem, pri njem, njegov dom, se povabi, ga spodbudi, naj ga povabi v svoj dom. In Zahej sprejme ta izziv in sprejme tudi vse tisto, kar je se potem zgodilo, ko pride dol, ko nekje povabi Jezusa v svoj dom, in sprejme tudi vso godrnjanje pravovernih, češ z grešniki se druži, ne? Kakšen je ta Jezus, če se druži s temi grešniki. In brez tega, da bi ga Jezus kaj posebej mu rekel, glej, naredi nekaj, ne? Da bodo videli, da si tudi res človek, ki je vredenega spoštovanja. On brez tega, da bi mu Jezus karkoli rekel, on stane in je pripravljen deliti vse z drugimi, tistimi, ki jih je ogoljufal, želi pravično povrniti. In Jezus prav ob tem srečanju razodene tisto svoje bistveno poslanstvo. Ne? Nisem prišel, da bi sodil, ampak da bi odrešil. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Tako na preprost način je pokazal pravzaprav to, da je prišel Jezus za vsakega tistega, ki se zdi, da je izgubljen, ki je nevreden Božje ljubezni, Božjega usmiljenja. On pride za tiste ljudi. Pri tem je že tudi prilika o izgubljeni ovci, izgubljeni drahmi, pri tem je zapisana tudi prilika o izgubljenem sinu. In tukaj Jezus zopet na nov način pokaže, za koga je on prišel, ne? In za koga njegovo srce še posebej bije. In kako so ti ljudje, ki so na obrobju, ki so nekje izključeni iz družbe, iz pravoverne družbe Judov, pravilnih Judov, pravzaprav tisti, ki jih on na poseben način išče. In ob tej priliki se lahko vprašamo, kdo pa so današnji Zaheji. Ali tudi danes obstajajo Zaheji? V cerkvi, v družbi, politiki. Ja, tudi danes obstajajo ljudje,
ki so vedno nekje na razdalji, ki nekje ne grejo v ospredje, ki so nekje na razdalji tako do cerkve, kakor tudi do krajevnih dejavnosti ali politike in tako naprej. Ostaja nekje v ozadju. In iščejo, so radovedni. So kakor Zahej radovedni in iščejo in naredijo včasih veliko, da bi nekje se približali, odkrili, to da nekje ostajajo v ozadju. To so tisti ljudje, ki se tudi niso mogli ali pa niso hoteli pomešati z množico starih ali povsem novih verujočih. Tudi v času, ko je prišla pri nas politična sprememba v letih 90, so ostali v ozadju. Niso hoteli iti nekje v prve vrste v cerkvi in tako naprej, niti nekje včasih niti v zadaj, ampak nekje so ostali v ozadju. Ne, kako da bi bili ravnodušni, pa tudi ne sovražni, ampak nekje čakajoči, da bi odkrili, kaj je tisto, kar pravzaprav tudi prinaša ta osamosvojitev pri nas, pa kar prinaša pravzaprav tudi v današnjem času cerkev. In vprašanje je, ali jih opazimo, ali jih nekje vidimo v našem življenju in tem našem tudi delovanju. Ali smo res pripravljeni iti v to Jezusovo držo. Kako smo pregledali Jezusa, ki pozna Zaheja, ki ga pozna po imenu, ki ve, kdo je in ki ga tudi povabi k sebi. Ne čaka, da ga bo on povabil, ampak ga on povabi, kako da ga on išče in v resnici ga išče. In on povabi in on ga spodbudi, da je vreden tega, da ga lahko povabi. Da nekje on je dal Zaheju to moč, da je lahko rekel, pridi Jezus, stopi v moj dom. Tudi če nisem vreden, ker ti praviš, da naj te povabim na tvojo besedo. Tako, kakor je Peter na Jezusovo besedo vrgel mrežo. Tako je tudi Zahej na Jezusovo besedo, na to, da ga je poklical, da se je povabil, da bi šel k njemu, je rekel, pridi, se je odzval. In tako tudi drugače, tudi tisti stotnik, ki se je tudi čutil nevrednega, da bi prišel Jezus k njemu, pravi, reci samo besedo in ozdravljen bo moj služabnik. Niti treba niti priditi k meni. Jaz verjamem vate, verjamem v to tvojo ljubezen, verjamem tudi tvojo moč. In se ti popolnoma zaupam. In Jezus gre in je z njim, obeduje z njim. Je z njim pravzaprav najbolj prijateljsko, osebno povezan. Kajti obedovati pomeni, da delim z drugim človekom tisto, kar je najpomembnejše, najvažnejše. Kajti hrana je tista, po kateri nam Bog daje življenje. In hrana je tista, po kateri nas Bog tudi med seboj povezuje, združuje ob eni mizi, da bi se čutili kot ena družina. In nas tudi potem združuje pri vsaki Evharistiji okrog ene mize. In nas hrani z istim kruhom, samim seboj. In nas odžeja z isto pijačo, samim seboj, sebe daje, kot svoje telo in svojo kri, da bi lahko mi živeli. In tako nas prav Jezus vabi, da bi se tudi mi vprašali, kakšen je pa naš odnos do sedanjih Zahejev.
do tistih, ki so nekje na obrobju, do tistih, ki se včasih zdi, da so nepopravljivi individualisti, ki jih je nemogoče nekako uvrstiti. Ne? Niso ne tukaj, ne tam. Ne? Se zdi, kakor da so mlačni, kakor da se ne morejo opredeliti, ne? Kakor da v resnici ne sledijo Jezusu, ki pravi, ne, v razodetju, bodi hladen ali vroč, ne bodi mlačen. Ne? In za Zaheja se zdi, kakor da so mlačni, kakor da so tisti, ki se nič ne prav odločijo, ki nekje so neodločni. In vendar je prav tukaj ob Zaheju, ob tej zgodbi Zaheja, lahko vidno, ne, da tudi Zahej po eni strani je kako da je mlačen, da ni hotel sam klicati Jezus, usmili se me, tako kot je on slepi berač ali pa oni gobavci in tako naprej. Ni klical, ni prosil posebej, ampak na nek način se je približal, pa bil hkrati na eni razdalji. Toda Jezus ga ni vzel kakor nekje mlačnega, ki ni vreden, da bi se popolnoma posvetil njemu. Da je v resnici se posvetil temu Zaheju, pa je bilo okrog njega množica tistih, ki so se ga želeli dotakniti, ki so želeli, govoriti tudi z njim, ne? Ki so bili tam na cesti, ne? On pa se nekje skriva. Ne? In Jezus v resnici pusti vse tiste, ki so okrog njega in gre ravno k njemu, ki se zdi, da ni odločen, da ne reče, hočem narediti vse, da bom prišel do tebe. Ne? Se pravi, da Jezus drugače tudi gleda. Ne? Da tudi tukaj je eno, ki ne moramo vse dobesedno jemati. Ne? Ampak, da je vsaka situacija pravzaprav nekaj posebnega in vsak človek nekaj posebnega. Da je tam pravzaprav govori o kristjanih, ne? Tistih, ki smo prejeli krst, ki smo izpovedali verovanje, ki rečemo, da smo njegovi. Ne? In tukaj ni več potem, jaz sem njegov ali nisem. Ne? Je nekaj treba postati vroč, je treba dopustiti, da ta ogenj njegove ljubezni duha res prežme naša srca, da nas preoblikuje. Ne moramo nekje biti mlačni. Ali bom kristjan ali pa ne bom. Ne? Ampak ti ljudje pa, ki so daleč, ki so se nekje oddaljili, ki so tako ali drugače lahko bili nekoč tudi del cerkve, pa nekje so bili šli stran, ne? So pravzaprav tisti, ki ne morejo tako enostavno zopet, ne? Ker se čutijo nevredni. In se jim zdi, da bi bili neiskreni, če bi kar tako pristopili. Ne? Kajti vsak človek pravzaprav, težko pravzaprav gre, ne? In se kar prepusti in verjame, je možno. Drugi me bodo sprejeli, drugi bodo lepo veseli, da sem prišel in tako naprej. Ni tako enostavno. Ne? Iti nazaj. Ampak tudi tak človek, ne, ki nekje se čuti, kot da ne pripada enemu skupnosti, enemu občestvu kot tako, da ni vreden biti tu noter, je vendar pripravljen vstopiti v to noter, ne, tudi to občestvo. Kdaj? Če doživi to, kar je doživel Zahej, da ga poznamo po imenu, da vemo, kdo je, ne? Da začuti, da ga spoštujemo, cenimo, da verjamemo njegovo dostojanstvo, da je vreden, da delimo z njim svoj čas, da delimo z njim tudi tisto naše najlepše, tisto najboljše, kar nosimo v sebi. Da upamo biti skupaj z njim tudi ob eni mizi. In takrat je tak človek tudi pripravljen sprejeti posebne izzive. Ne? Je pripravljen tudi nekaj narediti. Ne?
ker kakor je naredil tudi Zahej, narediti en velik korak, čeprav Jezus tega ni zahteval. In čeprav tudi po vsem tem, kar je naredil, ko je bil z njim, ko je tudi Zahej vstopil v to Božjo ljubezen, to radodarnost, ni rekel njemu, ti bodi zdaj moj učenec in hodi za menoj. Ga je pustil, spet v svobodi, da živi naprej. Ni zahteval, zdaj se pa moraš popolnoma spremeniti. Ne smeš več biti veliki uradnik tam, kako cestninar in veliki cestninar in pobirati denar in tako naprej. Sploh mu tega ne reče. Pusti ga, da lahko še nadaljuje tisto delo. Ampak gotovo ga Zahej ne bo več na enak način opravljal tisto delo, tudi osovraženo, tudi kot pred Judi, pravovernimi, nečisto delo, ampak ga bo v duhu Jezusa Kristusa, duhu tega srečanja, ki se je zgodilo med njim in Jezusom. Jezus verjame v Zaheja in verjame, da to srečanje z njim ga bo spremenilo. Ne bo več isti človek. Bo na drugačen način v njegovem duhu delal lahko isto delo, ampak drugače. In bo prekvašal tudi druge svoje sodelavce in tako naprej, bo prinašal in drugačen pogled na sebe, na druge in tudi na Jude, ker je srečal v Jezusu Kristusu tudi pravega Juda, tistega, ki naj bi judovstvo živel na Božji način, tako kot je učila postava, ki je tudi dejala, da naj ljubi Boga človek vsem srcem, s dušo in močjo in bližnjega kako samega sebe, kako je že v judovski postavi. In je Jezus to na novo ovrednotil in svoje življenje tudi na novo konkretno pokazal. In ob tej zgodbi Zaheja, tega srečanja Jezusa in Zaheja, lahko prav to vidimo, da če želimo mi priti do ljudi, ki so tudi nekje na obrobju, ki nekje niso vključeni takšne drugačne tudi skupnosti, tudi krščanske, bomo lahko jih nagovorili samo takrat, če bomo poznali te ljudi po imenu, če bomo poznali njihovo skrivnost, poznali tisto njihovo bistvo, jedro. Če bomo zmožni, kakor Jezus, videti v njem tudi Božjega otroka, videti Božjo podobo, videti tistega, ki ga Oče ljubi, ki ga išče, ki želi, da bi tudi on spoznal to zastonsko očetovo ljubezen in jo tudi zaživel. Da lahko ga nagovorimo, kadar bo on začutil, da mu nismo tujci in da on nam ni tujec, ampak da je naš brat, da nam je dragocen, da nam je pomemben. In tudi, da ga začutil, da ga ne zasmehujemo in si mislimo, kaj boš ti, kaj se ti greš, poglej si, kak si, spremeni se, spreobrni se, potem boš pa lahko stopil v to našo družbo, našo skupnost, naše občestvo. Ne, začutiti mora, da ga že v tistem, kar je, spoštujemo in cenimo. In da je on vreden že v tistem, kar je, ker je človek, ker je Božja podoba, da je del naše tudi lahko skupnosti. In tudi, da nam ni neke tuje to, kar on tudi v sebi razmišlja. Da njegove misli nam niso tuje, da vemo in poznamo ta občutja, ki jih on nosi v vsem tem, kar je doživel, kar je nosil v sebi. In kar je tisto, če hočemo do teh ljudi na obrobju priti, je prav to,
da moramo biti pripravljeni vstopiti v to, kar takšni ljudje v resnici nosijo v sebi. In pogosto nosijo velika vprašanja, ne? In se mnogo kaj sprašujejo. Ne? Se sprašuje tudi o marsičem, ne? Tudi o življenju, o smislu življenja in vsega tega, kar zadeva naše človeško življenje. Vprašanje pa je, ali smo mi kot kristjani pripravljeni se spraševati. Ne? Je Halik Tomaž, ki je napisal knjigo Blizu oddaljenim, ki jo je izdala tudi naša teološka fakulteta in jo lahko tudi nabavite. Blizu oddaljenim bo tudi omenjena na teh PowerPointih, ki jih boste dobili, bo gospa Ana potem razposlala, kar sem pripravil. Pravi, da se spomne, kako je v Pragi, on živi v Pragi, je Čeh, je v 70 letih, v tem še hladnem komunizmu, postal duhovnik cerkve, ki je bila podzemna cerkev, na skrivajnik, ki njegova mama ni vedela, da je duhovnik in tako naprej. In je v resnici tudi počasi prej spreobračal se, odkril cerkev in začutil klic, da postane tudi duhovnik in je zdaj tudi profesor, že v pokoju in dela še pa vedno tudi študenti. In še posebej je on začutil, kako je poklican, ne da spreobrača ateiste, ampak da jih skuša razumeti, da jim skuša biti blizu, da skuša biti blizu njim tako, kakor je bil Jezus blizu Zaheju in vsem drugim, ki so bili na obrobju, ki so bili izključeni iz takratne skupnosti sinagoge, skupnosti judovskih skupnosti in so bili nekje na obrobju. Da prav to, kar je, ga je te Halika in res nagovarja študente in mlade in tako naprej. In pred leti je tudi predaval tukaj enkrat na nekem simpoziju, je bil tukaj med nami na teološki fakulteti. In pravi, da je enkrat šel po ulici in je videl en grafit napisan, ki ga je napisal verjetno nekdo, ki je bil navdušen nad Jezusom Kristusom. In je pisalo, Jezus je odgovor na vsako vprašanje. In potem je eden dopisal spodaj. In kakšno je vprašanje? Je rekel, je zapisal pač Halik, da se je prav nasmejal, kako izvirno je pravzaprav to, da je ta izzval, kakšno je pa vprašanje, In potem navaja tudi češkega filozofa Erich Voegelin, pravi, da je največji problem današnjih kristjanov ne v tem, da ne poznajo odgovorov, ampak to, da so pozabili na vprašanja, na katera daje Jezus odgovore. Da pravzaprav ne vemo več, na katera čisto življenjska vprašanja, konkretna vprašanja, se ti odgovori, ki jih daje katekizem, ki jih daje evangelij, nanašajo. Da so pravzaprav, katekizem je tudi sestavljen iz, če gledate tudi kompendij in tako naprej, vprašanja, odgovori, ampak so to večkrat umetna vprašanja. Ne vprašanja, ki pridejo res iz konkretnega življenja in iskanja, ampak nekje pač na zunaj, da bi tisto, kar je razodeta resnica, nekje lahko razumeli, se postavi eno vprašanje. Vprašanje pa je, ali zdaj ta konkretni človek res doživlja čist esencialno, življenjsko to vprašanje. In biti takrat ob njem in sprejeti tisto vprašanje, ki ga takrat nosi in ga vzeti resno.
Splošno je pravzaprav to, ne, da ljudje se kar nekako zadovoljimo z odgovori in se več ne sprašujemo. Kajti vsak izmed nas išče neko gotovost. Hočemo imeti gotovost. Ne? Smo ljudje, ki rabimo gotovost, rabimo neko ustaljenost, rabimo neki red, rabimo neko tradicijo, nekaj, kar se lahko spočiješ. Ker se nam zdi, spraševati se, to je pravzaprav ena stalna negotovost. Ne? Kakor da sem skozi na poti, kakor da sem skozi en učenec, kakor da nisem že učitelj, ki ve vse odgovore. In to je pravzaprav smrt. Pravijo, odgovor je preteklost. Sem v neki preteklosti. Vprašanje me vodi v prihodnost, ker me odpira, ne, ker me spodbuja, da grem naprej, da upam sprejeti tudi ta odnos do Boga, sprejeti tudi svojo vero, ne kot neko gotovost, ampak kot pot, kot tisto, preko katere odkrivam globje temeljne stvari v življenju. Da je pravzaprav ena hoja odkrivati skrivnost Boga, skrivnost življenja, kompleksnost, polnost življenja, nekaj, do katerega polnosti bomo počasi prihajamo, korak za korakom. In nismo nikoli na koncu. Šele v večnosti bomo polnosti dojeli, kdo smo mi in kdo je Bog. In kaj je Bog storil za nas. In kako je pravzaprav On navzoč našem življenju. In kako je pravzaprav vera en velik dar. In zato tudi je pomembno se zavedati, da če jaz nekje v sebi teh vprašanj ne čutim in ne doživljam in imam samo odgovore, pravi Halik, je kako drevo brez korenin. In tako drevo ni živo. In v takem drevesu se ne more uresničiti tisto, kar pravi prilika v Božjem kraljestvu, da iz tistega gorčičnega semena zraste veliko drevo, v katerem počivajo ptice. Ne morejo najti ljudje, še posebej tisti oddaljeni, ki jim ni tako jasno, ki jim to ni neka gotovost, ne, vera, res ene odgovore, ker lahko na tista njihova temeljna vprašanja in iskanja, ki bi jih nekje pomirila, ki bi jim dajala nekje eno gotovost, da smejo tudi to nositi sebi. Zato smo tudi kristjani povabljeni vstopiti v to nenehno tudi spraševanje, iskanje, iti v globino, iti v tisto več. In da je najpomembnejše, ne, da se dogaja tista resnica, ki osvobaja prav v tem dialogu med vprašanji in odgovori. Da je nekje stalno, nekje navzoče to naše spraševanje in da počasi prihajamo do odgovorov. Da se ne bojimo, da včasih rabimo za en odgovor na vprašanje tudi lahko več let. Bogu hvala. Kajti, če bomo tako dolgo upali sebi nositi vprašanje in iskreno iskati, potem bomo veliko globje razumeli ljudi današnjega časa tudi. In tudi tiste, ki padejo v različne dvome, ker jim ni vse jasno, ker ni vse tako rekoč na dlani jim, še posebej vprašanja vere in življenja po veri. Takrat bodo drugi ljudje ob nas zmogli tudi izraziti svoje dvome. Drugače pa smo v resnici večkrat neiskreni drug do drugega in ne dopustimo v sebi, da bi lahko nenehno obstajala v nas tako ena gotovost vere, kakor dvom vere. In da je vera pravzaprav ima obe tako rekoč plati, ta eno gotovost in dvom, in da je pravzaprav vera ta, ki upa počasi stopati korak za korakom in živeti prav to
napetost. In zato je tudi naša pot k Zahejem današnjega časa prav to, da gremo od problemov nekje v eno globoko skrivnost. Da upamo stopiti v to skrivnost življenja. In da gremo, se odpovemo tem navideznim, dokončnim odgovorom, ki jih že imamo, nazaj k vprašanjem. Da se ne kar zadovoljimo. Ne? Da pravzaprav tukaj je tisto, kar je pomembno. Ne? Da si rečem, ja, ali lahko to stvar še globje doumem, razumem, živim. In tako tudi ta Tomaž Havel pravi, morda v današnjem času bomo najučinkovitejše ponujali ljudem Kristusovo bližino na tak način, da bomo tudi mi, ki smo njegovi učenci, ki vanj verujemo, ki nam pomeni vse, se spremenili v iščoče z iščočimi, v vprašujoče s tistimi, ki imajo polno vprašanj. Da bi stopili prav na to pot apostola Pavla, ki pravi, da je vsem postal vse. In postati vsem vse pomeni, ja, vstopiti tudi v tisto njihovo pot, tudi spraševanja, iskanja. Da ne nekje poučujemo od zgoraj, češ, jaz že vse vem, imam vse odgovore. Ampak da stopi z vsakim človekom na to pot. In je zanimivo, kako tudi navaja Halik eno raziskavo, kjer se je raziskovalo v Evropi, kateri starši najboljše posredujejo vero svojim otrokom. Ali je to tisti, ki imajo popolno gotovost, ki so popolno gotovi v veri in nič ne dvomijo, so popolnoma prepričani kristjani. Bi lahko rekli goreči kristjani, ker ni nobenega dvoma. Ali tisti, ki pravzaprav jim je vse eno, in so mlačni ali pa celo hladni in tako naprej. Ki pusti pač, kar bo, otrok se bo pač odločil, ko se bo odločil, damo mu pač osnovne stvari, ki so pač potrebne, naj pač ima zakramente in vse to, Bog ve, kaj se rabi kasneje, ko bo odrastel, in tako naprej. Pa pravi, ne eni, ne drugi niso zmožni posedovati vero. In je tudi ne. Iz tistih tako globoko pravovernih časih, iz tiste prisile verske in tistega nobenega dvoma, ne dopuščajoč dvoma otrokom in iskanja, jih odbijajo in grejo proč. Kako tudi ti, ki niso nobenega zgleda imeli, pravzaprav od staršev. Ampak največjo moč posedovanja imajo tisti starši, ki se sprašujejo, ki iščejo, ki skupaj z otroki so učenci, da posredujejo to, kar so že nekje odkrili, našli odgovore, hkrati pa si rečejo, lej, tudi jaz imam dvome, tudi jaz se iščem, tudi meni ni enostavno iti vsako nedeljo k maši, tudi meni se včasih zdi, da ne bi šel in se mi zdi vse skupaj brez veze. Ampak, zakaj grem? Ker odkrivam to in to, ker mi to daje to in to, ker zna, ubesediti, zakaj pravzaprav kaj dela kot kristjan. Da hodi k maši, da moli, da se drži zapovedi, da živi to božjo solidarnost z drugimi in tako naprej. Drži post in vse to. Ne zato, ker so pač tako naši družini bili vsi verni in sem tudi jaz, ampak ker sem tudi sam iskal in gledal, kaj je tisto, kar moje življenje naredi bolj človeško, plemenito, ker lahko res živim to, kar čutim globoko v sebi. Da je to tisto, za kar je vredno živeti. Da to mi daje smisel mojega življenja in truda in vsega. In taki starši lahko posredujejo svojim otrokom vero.
In taki otroci lahko ob teh starših grejo skozi vse dvome, ne? In so sprejeti in so razumljeni. Smejo puberteti, tudi se oddaljiti in tako naprej. Ampak vejo, ob očetu in materi lahko izrazim vse to, kar nosim sebi, in ob njem verjamem, da bom zopet našel tisto pravo pot. Tudi jaz odgovore, kako so tudi ona dva naša odgovore vire za svoje življenje. Kajti drugače pravzaprav se včasih ne zavedamo, ne, da tudi, ko včasih imamo tako ateiste kot nekaj, kak je lahko kdo ateist, ne? Pa kak ne more verovati, ne? Pa to je v resnici nemogoče, ne? Nekaj je narobe z njim, ne? Ti reče, je za psihiatrično bolnico, ne? Ker ne veruje, ne? Ker ni zdrav mentalno, ne? In pravzaprav so nekje smo kristjani, če imamo neko čisto gotovost vere, ne? Samoumevnost vere, ne? Da je to nekaj samo po sebi umevne, da če si pameten, pač veruješ, ne? Popolnoma enaki tistim, ki jim je popolna gotovost, da če si normalen, moraš biti ateist. Da to pravzaprav ni nobene razlike skoraj. Da sta to dva tabora, ne? Ki samo na videz si nasprotujeta. Sta pa v resnici tako rekoč enaka, ne? Kajti ta ateist ne prizna kristjanu, da je vseeno lahko pameten, da lahko vseeno reče, da je razumen in da ima dovolj razlogov, da lahko veruje, ampak da žal pač on ne more. Ni mu dana ta, rečemo milost, ta dar. Kako tudi kristjan, ki ne reče, glej, pa to ni normalno, da ti ne moreš verovati, ne? Pa bodi normalen, ne? Reče, tudi jaz nisem po sebi umevno, da lahko verujem, ne? Tudi v meni imam razloge za vero, pa tudi proti veri, jih vidim. Pa vendar nekje vidim, da je ta razlog za vero dovolj močan in da je to tisto, kar lahko meni daje in mi omogoča življenje, da ga živim v polnosti. In spoštujem tebe in te cenim. In verjamem, da je to, kar doživljaš, tudi realno. Da ni to nekaj nemogočega. In tukaj je tisto, kjer potem lahko postane ena medsebojna vez, eno medsebojno spoštovanje. Tukaj je tisto, kjer je potem temelj, ne, da lahko res se čutimo tudi bratje in sestre, tudi s tistimi, ki ne verujejo. Ker ti priznamo jim njihovo dostojanstvo. Priznamo jim tudi to, da so tudi iskalci. Vendar moramo iti iz tega tabora gotovosti, ne? Ali gotovosti vire, ali gotovosti nevire. In stopiti v to pot, spraševanja, iskanja. Tega, da se zavem, kako pravzaprav je to nekaj najpomembnejše, biti na tej poti. In da je pravzaprav biti kristjan pomeni dopustiti, da Jezus postane navzoč v mojem življenju za druge. Tako kot je Thomas Merton, ki je veliki duhovni pisatelj, spreobrnenec in tudi potem trapist in pisec in velik učitelj duhovnosti, že pred leti umrl, ne? Je zakrat v 90 letih zapisal, ali prej celo, rekel, današnji čas ne potrebuje to, da kristjani spreobračamo druge, ne? Ampak potrebuje to, da bodo drugi lahko v nas srečali Kristusa. Na tak način, kot je Zahej srečal njega. Ne? Na tak način, kot so ga srečali tisti, ki so bili na obrobju, ki so bili izključeni iz družbe. Da ga srečajo. Ne? To je tisto, kar eno živo priča. In biti kristjan pomeni živeti Kristusa. Živeti njega. In drugi lahko srečajo živega Kristusa,
ja po nas. In Jezus verjame, da smo mi zmožni tega. Če smo povezani z njim, kakor mladika s trtom. Če dopustimo in prosimo in se prepuščamo duhu, ki ga izliva na nas, svojemu duhu, ki nas upodablja po njem, ki nam pomaga, da najdemo v tisti situaciji, ki pride tisto pravo besedo. Da ne moremo mi naprej vedeti, kaj bomo z nekom govorili, na kak način bomo posredovali stvari, ampak da nam bo duh dajal v tistem času na pravi način. Mi moramo pravzaprav se truditi živeti z duhom Jezusa Kristusa. Živeti to njegov način življenja, to ljubezen do vsakega človeka. Potem bomo našli tudi besede, tudi način, kako pristopiti. Zato, ko beremo evangelije, ko beremo, vedno znova imitiramo te 4 evangelije in vse to zgodbo Jezusa Kristusa, je prav tukaj, da ne gledamo zdaj samo nekaj moralistično, ampak da se dopustimo, da nas ta duh Jezusa Kristusa, ta njegov način, kako je pristopal do ljudi, kako je pristopal še posebej do Samarijanov, do prostitutk, do javnih grešnikov, do cestninarjev, da nas to prevzame, da se dopustimo, da ta njegova drža postaje naša drža, to njegovo čutenje, naše čutenje, da to dopustimo mu, da začnemo skupaj z njim gledati te ljudi tako, kot jih gleda njegov oče in je on v očetu gledal njih, v njegovem duhu. In verjeti, da to je tisto, kar preobraža ljudi, kar jim pomaga, da lahko sprejmejo Jezusa Kristusa in po njem očeta, da lahko zaživijo tisto novo življenje. In to je tisto, kako pridi do te drže. To je veliko vprašanje. Da sem zmožen nekaj pozitivnega videti v teh, ki so na obrobju, ki niso vredni, da bi se imenovali naši prijatelji. Kajti nikjer niso ne tam, ne tukaj. Nobenem taboru nočejo točno biti, ampak so nekje vmes. In zanimivo je, da je Jezus dajal za zgled vernika, pravega učenca. Ni dal nobenega farizeja, nobenega pismouka, nobenega pravovernega Juda ni dal za zgled. Za zgled je dal prostitutke, za zgled je dal Samarijana, je dal cestninarja. Pa to je grozo, Pomislite, da bi vam mi pridigarji dali za zgled ene tam nemogoče ljudi, ki so javno izključeni in živijo nemoralno. In bi rekli, ja, glejte onega človeka, Onega. Ja, tisti človek tam, ki ga imamo, da ni vreden, da bi se z njim družili, da za zgled. Mi si sploh ne predstavljamo, kaj je bilo Judom poslušati, da reče, ja, glej, ta cestninar, ki je prišel v tempelj tam zadaj čisto in ni upal niti oči povzdignati, on je šel uslišan. Ta pravoverni farizej, ki na pravi način moli, ki vse izpolnjuje, pa nič. Pa to je groza. To je nekaj podobnega, kakor se včasih pohujšujemo, ali pa se pohujšujejo bolj jesen, nad papežem. Ko včasih da kakšen primer in zgled nekaterih ljudi, ki pravzaprav so vprašljivi, zelo vprašljivi. In reči zdaj to, kaj bo pa zdaj se jaz ob njih učil? Ampak to je pravzaprav živeti v duhu Jezusa Kristusa. Sprijeti izziv in najti v tistih ljudeh nekaj pozitivnega. Nekaj, kar pravzaprav nam je lahko v spodbudo za našo rast.
Da lahko jaz ob tem rastem v svojem odnosu do Boga in do bližnjih. To je res nekaj, kot da ti čisto obrne, pamet, ne? Da ti stane pamet. da ne moreš, ne? To je pa že navadno tako naprej razmišljati, ne? Je že kar pohujšljivo. Ja, ampak Jezus je bil tisti, ki je pohujševal. Zato so ga imeli za pijanca, zato so ga imeli za požrešneža, zato so ga imeli kot tistega, ki mora umreti, da bo mir, da ne bo pravzaprav se ljudstvo pogubilo ob tem, tako, ker ne spoštuje sobote, ne spoštuje tega, ne spoštuje onega, ne gre po pravu, kot je vse točno določeno. Ne? Ja, kako dopustiti, da ta Jezus Kristus, ne, kateremu tako rečemo, da mu zaupamo in verjamemo, postane konkretno navzoč v našem življenju. Da ta njegova preroškost, ta njegova izzivalnost, ja, postane konkretna v našem življenju. Da upamo stopiti iz neke te naše uniformiranosti ven, stopiti v ta izziv, živeti res evangelij, živeti resničnega Kristusa, ne nekega osladkanega Jezusa Kristusa, ki ni ne ženska, ne možaka, ne, ki je nekaj vmes, ki pravzaprav ni polnosti človek z vsem tistem, kar je. Ne. Ampak nekaj abstraktnega, nekonkretnega. In stopiti v to, kako pravzaprav je zmogo živeti to pozitivnost do teh izključenih ljudi, javnih grešnikov, ne? In sprejeti tudi nenehen konflikt z vsemi temi, ki so bili srce, elita družbe, ne? Ki so bili pravzaprav vse, vzor. In sprejeti to, da je z njimi. Kajti on ni nikoli rekel javnim grešnikom, vi ste pobeljeni grobovi. On ni nikoli rekel javnim grešnikom, gorje vam. Ne? On ni nikoli rekel, da so kačja, ne, to je Kastik rekel, kačja zalega in tako naprej. Ne? Ampak v tem smislu ne, ni nekje tudi grobo, ni tudi izgnal iz templjev javnih grešnikov. Kajti javni grešniki niso smeli vstopiti v tempelj. Tam so bili pravoverni. Tam so bili tisti, ki so vedeli, kak je treba živeti po ustavu. A se zavedamo tega? In upamo dopustiti, da lahko Jezus Kristus, tak kot je v tisti resničnosti, stopi med nas in stopi v naše življenje. In da postavi pod vprašaj našo neko gotovost. In da si dopustimo, da pride do tega prevrednotenja vrednot, da pride do te božje revolucije v nas. Ne? Do tega, kar Magnificat, ta slavospev Marijin, ki ga je zapela ob Elizabeti, ne? Moja duša poveličuje Gospoda, ki ponižuje visoke in tako naprej. Ne? Ki v resnici prevrednoti, ki spremeni nekje tisto, kar se zdi tako prav, da v resnici ni tako prav. In da ni božje. In da je treba začeti na drugačen način živeti prav to vse, kar smo, da bomo res še bolj božji. In sprejeti tudi, da smo na poti, da smo tudi v iskanju. Da tudi ne zopet nas Bog, kot ni te farizeje, pismuke, ni Jezus izključil. Vedno znova je prihajal odnos z njimi. Ne? Vedno znova je šel tudi k njim.
če je bil povabljen, tudi k njim šel in tako naprej. Ni rekel, ne, jaz se pa z vami nočem družiti. Nobenega ni izključil. Tudi tistega, ki so njega izključili, ni izključil. Ni pa tudi zmogel v vsej pristnosti izreči isto, kar je vedel. Ko pravi, če vi prihajate k meni neiskreni, tudi jaz ne morem v vsej iskrenosti vam odgovoriti. Ne? Če vi ne sprašujete resnično in želite zvedeti, ampak samo na videz, da bi me ujeli, da bi nekje dobili nekaj proti meni, neke razloge in tako naprej, da bi me lahko potem obsodili, dobro, bom molčal, ne bom govoril. Ja, kajti z mojim načinom, kako jaz pristopam do njega, je tudi to, ali zapiram se pred njim, ali odpiram. Ali sem pripravljen sprijeti njega, takšnega kot je, ali pa samo neko navidnost in smo v neki olikanosti. Ne? Gotovo, olikani odnosi so čudoviti, ne? Ampak večkrat ostanejo samo na fasadi in ne grejo v globino. Če pač želimo živeti samo na fasadi, na zunaj, dobro, tudi Bog čaka. On ima čas, njemu se ne mudi, ne bo nas nekje na silo rekel in hočem iti v to, kar je resnično. Ne, bo pa čakal, pušča na svobodo. Bolj pa, ko se bomo mi odpirali in prinesli pred njega vse to, kar nosimo v sebi, tudi vprašanja, dvome in vse iskanje, bolj bomo prišli do tistega, kar pravzaprav prinaša res življenjske odgovore. Odgovore, ki nas preoblikujejo, preobražajo. In zato bi lahko res se vprašali, lahko rečemo, da k popolni, največji hoji za Kristusom, ker krščanstvo rečemo tudi hoja za Kristusom, danes sodi prednostno zanimanje za ljudi, ki so na obrobju tudi naših verskih občestev. Da se prednostno za nje zanimamo. Za ljudi, lahko rekli, kot v sivi coni, ki so nekje med to versko gotovostjo ali gotovostjo ateizma. Za tiste, ki dvomijo, ki iščejo. Ki so tako rekoč neopredeljeni. Ali upam, zmoremo res videti, k njim smo še posebej poklicani. Priditi v duhu Jezusa Kristusa k njim. In tudi brati svetopismo, kot sem razlagal, tudi in vero, doživljati tudi iz te perspektive teh ljudi, ki iščejo, ki so v dvomih, ki nimajo ene gotovosti. Ali smo pripravljeni stopati v to noto, in živeti z njimi in dati prav, da je tudi to del življenja, da je tudi to iskanje pomembno, da moramo biti pripravljeni tudi doživljati Boga z druge strani, ne samo z naše, ampak tudi tistih, ki ne morejo verovati, pa bi želeli, pa ne morejo. Da vstopim tudi v njih, se vživim in skušam z njihove strani videti tudi to Božjo skritost, to transcendentnost, to oddaljenost tudi, ki je hkrati Bog, ki je blizu in je oddaljen. In tukaj bi še rad predstavil tudi zgled male Terezije. Poznamo malo Terezijo, vsi bolj ali manj, poznamo tudi njeno knjigo, zgodbo, včasih je bila, jaz se spomnim, še tisto taka zelena je bila, malo manjša, povest duše, smo brali tudi še kot bolj mladi, in zdaj je autobiografija, ker je bolj napisana po tem, kar je, ker povest duše je bila malo prirejena, da bi pač ljudje ne se kaj pohujšali ob mali Tereziki, ker se je bilo treba narediti čim bolj pravoverno, da ne bi karkoli dvomljivega prišlo v to našo krščansko gotovost. Je bilo treba pač tako narediti. Tako kot Ignacijo, če ste kdaj brali pripoved Romarja,
ta njegova autobiografska zgodba. Ne. So jezuitje takrat pred smrtjo ga prosi, da je povedal zgodbo svojega življenja. Ne. Potem pa nekaj let po njegovi smrti pa so tisto zaprli s 7 pečati noter v arhiv, ne, ker je bilo pohujšljivo, ne, ker ni bilo pravoverno, ne, ker je kazalo enega človeka, ki tudi se sprašuje, ki dvomi, ki je skoraj samomor naredil, ne, ki je imel take duhovne boje, ne, da je skoraj obupal in vse to, ne, ki je bil pač tudi grešnik in vse to. Ne. In ni bila tisti pravi zgled svetništva, ne, kako mora biti, ne, da je vse jasno, vse gotovo in gremo tako in konec. Ne. In so to dali, skrili. In je to prišla zgodba ven malo pred koncilom, ne, ko so zopet začeli nekje iskati, kaj pa so korenine, ne, kaj pa tisto bistvo tudi naše jezuitske zgodbe, pa tudi bistvo zgodbe vsakega kristjana, vsakega njegovega iskanja. In tako je tudi mala Terezija, ne, živela nekje v času ene res pobožnosti, ne, v Franciji. To 19. stoletje, tam proti koncu 19. stoletja, ki je po eni strani bila zelo tak čustvena, zagreta, sentimentalna, ne, po drugi strani bila pa polna nekega moralizma, rigorizma, ne, ene trdote, enega zagotavljanja treba zasluge najti, ne, te zasluge, ne, zadoščevanja, ne, in te zasluge žrtve dati in tako naprej. Treba žrtvovati. Potem treba krepiti kreposti, biti čim bolj kreposten. In obsesivno nevrotičen za vsak greh, ne, vse posod videti greh, ne, ogromno skrupuloznosti, ne, nikoli ne smeš nekje v polnosti verjeti, da ti je odpuščeno. Ne. Stalno se moraš tako rekoč bičati za svoje grehe. Ne. In mala Terezija je temu obrnila hrbet. Rekla ne. Ona je pač tako rekla, to je za velike, močne ljudi. Ne. To ne more en tak majhen človek, kot sem jaz, tako slabotna živeti, ne, take ogromna dela in zasluge in tako naprej. Ne. Jaz sem majhna in se prepuščam ljubezni, da me ona dvigne. Je rekla, da je Bog kot dvigalo, ki jo dvigne k sebi, ne da sama spleza, ampak se pusti dvigniti v vsej tej svoji slabosti. In tudi ona, ki je živela prav v obdobju, ki je bil ateizem velik v Franciji, ne? Ta revolucija, vse te stvari, ne? In je ta nasprotujoč ateizem, ki je bil zelo tudi cerkvi kot taki, ne? In je tudi ona ni mogla razumeti, ne, da nekdo ne more verovati. Ne? Je bilo to nekje tuje, ne? Kajti njej je bila pravzaprav vera dana tudi v zibko, ne? Kot večini nam. Ne? In smo nekako ob tem odraščali. Oče in mama sta bila globoko verna, ne? Tudi zdaj sta na poti, a sta že bila razglašena, zablažena, ne vem, mislim, sta že bila, ne? Mati in oče od male Terezije. No, in vendar pred smrtjo, ne, je ona doživela to, kar nikoli ni mislila, da bo doživela. Ne. V tistem duhovnem boju in notranji temi, tej preizkušnji, noči preizkušenj, tudi se je tista bližajoča smrt, ki je bila neozdravljivo bolna, zazdelo, da je kot v nekem niču, ne. Kakor da Boga ni, da ne obstaja. In je sama zapisala, ne verjamem več v večno življenje. Ne verjamem več v večno življenje. Zdi se mi, da po tem umrljivem življenju ni ničesar več. Kaka svetica. Ali pa tudi v dušo mi prodirajo misli najhujših materialistov. Misli, ki so v njih, so postale tudi del mene.
Ja, Terezija je vstopila v nekaj, kar pravzaprav nikoli ni mislila, da je mogoče. Zakaj? Ker se je popolnoma predala Jezusu Kristusu. Ker je dopustila Jezusu Kristusu, da jo vodi, da jo oblikuje po sebi. Da oblikuje v njej to njegovo držo do oddaljenih, do izključenih, do nečistih, do javnih grešnikov, do prekletih. In iz ljubezni do Boga je bila pripravljena sprejeti vase tudi najbolj nenavadne misli, kot je to, da po smrti ni nič, da pravzaprav Boga ni in da je Bog ji ne želi dobro. Ne? In Kristus je razkril v tej svoji ljubezni do nje in tej njeni pripravljenosti biti samo njegova, da resnično obstajajo ljudje, ki živijo povsem brez vere. Da to ni navidez, da to je res, da tudi taki ljudje živijo. Da ateizem ni samo nekaj navideznega, kako se je njej zdelo, ne? Ali pa grešna samoprevara ali varanje drugih, temveč, da ga je treba jemati resno. Da je to tudi del človeškega življenja. Sprejela je, da ne more več uživati svetlobe in radosti otroške vere. Da ne more nekje se veseliti svoje vere tako, kako se veselimo ljudje tega, da imamo nekaj, ne, da smo nekaj prejeli, da to imamo kot eno lastnino. Ona je prav to besedo uporabljala v francoščini, kako je tisto veselje, ki ga imam, ko imam nekaj v posesti, ne, ko se veselim tega, da nekaj imam. Ne. Tako je bila njej vera tudi. Dokler ji Jezus sam ni pomagal, da je izkusila, da vera ni taka gotovost, da je vera nekaj veliko več. In da je šele tista vera res pristna, tista, ki potem preobraža. In Terezija je izjavila, da dojema neverujoče kako svoje brate. To so moji bratje, s katerimi zdaj sedim za skupno mizo in z njimi delim ta kruh grenkobe, ne, te odsotnosti Boga. In prosi Jezusa, kaj ga prosi? Če bi bila normalna, ne, kot mi rečemo, biti normalna, bi prosila, reši me tega, ne, daj mi, da bom spet lahko verovala, daj mi, da bom imela tisto gotovost. Ne, ona prosi Jezusa, naj ne bo odgnana od te mize, da želi biti z njimi, da želi z njimi deliti, ja, to grenkobo, ne, to težo, ne, to težo tudi tega, kar je Jezus Kristus na križu, ki izrazi, moj Bog, zakaj si me zapustil? No, to težo odsotnosti kot Boga, ne, to petost v ta greh, ja, zaprtosti pred Bogom, je ona želela in Jezusa prosila, pusti me to notri, ne me tega osvoboditi. Želim biti s teboj v tem, ne, s temi ljudmi. Ja, to je res nekaj izjevalnega. Ne. Kako vstopiti v to držo, ne? Tudi te male Terezije, ne? Ki na pragu smrti priznava, izgubila sem vero, so njeno gotovost, so njeno svetlobo. In pravi,
zmožna sem kaj? Samo ljubiti. Ne morem več verovati, lahko pa ljubim in hočem ljubiti. In tukaj je tisto uresničilo, kar je tudi pripoveduje, ko je iskala, kje je njeno mesto v cerkvi. Ne? Ona bi rada bila veliki misionar in vse drugo. Ne? Ampak ona še kot prej, preden se je to doživela potem izkustveno, pravi, želim biti ljubezen v srcu cerkve. Ne? Želim biti ljubezen. Kajti ljubezen je tista, ki da vsem, ki delujejo in so močni v cerkvi, v poslanstvih različnih, ki jih imajo kot učitelji, kot misionarji, kakor tisti, ki ozdravljajo in vse to, ne? Te velike karizme, ne, v cerkvi. Ja, če ni ljubezni v teh središču njih, potem so to brneči bron. Potem to ne more dati sadov. Ne? Kot pravi tudi apostol Pavel, ne? Vera, upanje, ja. Če ni ljubezni, vera ni prava. Upanje ni pravo. Ni Božje. Ljubezen da tisto pravo. Ne? In ona pravi, Boga ne vidim skozi svetlobo vere, ampak z njim nenehno spostavljam odnos prek gorečnosti ljubezni. Preko tega, da je ljubila vse tiste, ki so bili ob njej. Tudi tiste sestre, ki so jo zaničevale, ki so govorile, da se dela, ne? Da je nekaj sedela svetnico in tako naprej. Ki niso verjele niti to, da je res tako bolana. Ne? Ona jih je ljubila. In ona je v njih odkrivala nekaj lepega. In je tem sestram govorila, kaj imajo dobrega, ne? In kako jih je ponosna in kako so jih zgled. Kakor Jezus Kristus, ne? Ki je našel zgled cestninarju, ki je našel zgled prostitutki, ki je rekel, bodo one prej v Božjem kraljestvu, kako tisti, ki se imajo za pravične. Kajti ne vemo, kaj je v srcu tega konkretnega človeka. Ne? In Terezija nas uči vere, ne? Ki je ustvarjalna, ne? Ki zmore preoblikovati naš pogled na življenje, pogled na ljudi, nas in na druge, ne? Ki zmore tudi sprejeti to našo šibkost, tudi našo ranljivost, to naše padce, to našo praznost. Da upamo biti pred Bogom to, kar smo, tudi slabotni, močni v njem, ampak hkrati tudi zelo slabotni, ujeti, ja, tudi v vse posledice izvirnega greha. In upamo iskreno priznati, da smo grešniki, da ne moremo sami iz sebe ljubiti, ampak lahko skupaj z njim, pa vendar lahko z njim in v njem delamo še večja dela, kakor on, ko pravi, ne? Da bo vame veroval, ne? Da se mi bo predal, ne? Da bo tako povezan, bo še večja dela, kakor jaz delam. Ne? Nemogoče se sliši, pa vendar je mogoče. In vera je res prava vera, ko lahko objame tudi nevero. Ne? Ko lahko dopusti, da je tudi ta navzoča. Da tudi upam objeti tudi sebe v vsem tem svoji krhkosti vere. Ne? In objeti tudi brate, ki ne morejo verovati. Tudi tiste, ki se jim zdi to neumnost, jih objamem. Kot pravi tudi Avguštin enkrat enim tem, ki so bili odpadniki, ne, pravi, vi pravite do tisti, ne, vi pravite, mi nismo vaši brate, ampak jaz pravim, vi ste naši brate in mi hočemo biti vaši brate. Ne. Ja, želim biti brat. Tudi če drugi pravi, da noče biti, ne. Ampak v Jezusu Kristusu želim. In je tukaj res vprašanje, ne? Manj ni prišel čas, ne, da bi nas ta Terezijina duhovna pot, zlasti solidarno z neverujočimi, ja, navdihovala, da bi nam pomagala, da bi tudi mi stopali na to pot. Da bi tudi mi na tak način
upali sprejeti tudi tiste, ki se zdijo, da nimajo nič z nami. Ne? Da jim želimo biti bratje in želimo jih sprejeti kakor brate. In da se res je pomembno zavedati se, da zrela vera je tudi neka nedokončana naloga. Da je to pravzaprav nekaj, kar nenehno raste. In da je biti pripravljen stopiti v to negotovost vere, v to nenehno rast in da bi nikoli imeli kot nekaj, kot last, ampak nekaj, kar pravzaprav nam je darovano, da bi lahko res živeli v vsej polnosti. Zato krščanska vera v nasprotju z naravno religioznostjo ali pa neko ceneno verujočnostjo, ali včasih v tem smislu, je vera, ki je obojena, ne? Vera, ki mora umreti na križu, tudi dvomov, stisk, boja, ne? Biti pokopana in znova vstati v novi podobi. In ta nova podoba je ljubezen, ljubeča vera. To je tista vera, ki jo je oznanjal Jezus Kristus, ki jo je kazal s svojim življenjem in odnosu do očeta. Ne? In to je vera, ki bo pravzaprav tudi druge nagovorila, če bo v nas zaznali to ljubečo vero, ki prehaja v to ljubezen, ki doživlja tudi to nemoč verovati, pa hkrati vseeno to moč želim ljubiti. Tudi takrat, ko ne vem, kako, zakaj, ali sploh ima to smisel, verjamem, ker vem, da je to edina pot, ki vodi v življenje.